meni je v veselje, da začenjamo s tem ciklom, ker smo dosti časa nanosili v idejno, ne, samo v glavah sabo. Iz tega števila danes in iz tega, kar bomo videli, ne bi zdaj, ne v bistvu se iz predavanja v predavanje, pa iz zgodbe v zgodbo zadeva širila, namreč namen tega cikla, ne, te pobude, karjernega centra je, da se sliši naš glas in to, kaj počnemo in pomembnost tega, kar počnemo tudi izven prostorov univerze. Za danes, za prvič, smo v goste povabili dr. Arnejčiča, ki bo, v temu je specifika prvega predavanja, prve zgodbe, pojasnil v bistvu svojo življenjsko in karierno zgodbo, ampak krati jo nekako definiral, pospremil to iz teoretsko razlago. Tako da bo ena opora za vse naše goste v bodoče. Upam, da boste uživali vsi. Srečno in hvala, ki ste prišli. Lepo zdrav tudi z moje strani vsem, ki ste prišli prisluhniti današnji karierni zgodbi. Torej, kot rečeno, danes prvič začenjamo v okviru kariernega centra s kariernimi zgodbami in kot prvi naš gost je dr. Beno Arnejčič. Pozdravljeni. Ste doktor psihologije, terapeut, neurolingvist, predavatelj. In še bi verjetno lahko naštevali, ne? Ja, še bi lahko naštevali, lahko bi pa samo rekli človek. Človek. Ja. Na prvem mestu človek. Ja. Nisem žival. Oziroma sem mehka žival. Rodili ste se na Ptuju, kjer ste preživeli otroštvo, pa tudi gimnazijska leta. Kakšni spomini vas vežejo na rojstno okolje? Joj, Ptuj, na Ptuju. To je že prva posebnost, vsi rečemo na Ptuju, ne v Ptuju. Na Ptuju me vežejo lepi spomini še bolj na Gorišnico. To je v bistvu kraj, kjer sem se ne rodil, ampak preživel otroštvo, 12 km stran. Na Ptuju sem pa seveda preživel ta prva gimnazijska leta, vse tiste stvari, ki so me navdušile za kasneje, za to, da sem našel svojo poklicnost, to je psihologija. To se je dogajalo takrat v gimnaziji. Zmeraj me zanimal človek. Ampak predvsem me zanimal, zakaj je človek tako na eni strani dober, na drugi strani pa žival. Ampak ne mehka žival, trda, kruta žival. In zato sem se mogoče začel zanimati, zakaj pravzaprav bojuje vojne. Zakaj na tem svetu še zmeraj imamo 1/3 konfliktov danes v tem trenutku. Ampak študij ste potem nadaljevali v Ljubljani in sicer na Fakulteti za družbene vede in novinarstvo. Ja. Potem sem šel v Ljubljano. To je bila prva separacija, bi rekel Jung, od mame, od ata, z velikim kupom knjig. Veste, tako. Jaz sem potovalko, kjer sem te knjige prenašal s sabo. Te knjige so me zmeraj spremljale in hvala Bogu, ker knjige so nek moj varen prostor. Ljubljana, študij obramboslovja. Zakaj? Mogoče bi zdaj nekateri rekli, ker je nek Freudov kompleks, fantka, ki se hoče soočiti s puškami. Moj stric doma je imel Obrambo naročeno, revija Obramba, tisti, ki ste starejši, se spomnite. To je bila taka revija, kjer je bilo ogromno vojske noter, pa splošni ljudski odpor, pa to jaz sem to listal. Sem rekel, kako bi bilo fajn, da bi jaz bil vojak. In to me je pripeljalo v obramboslovje, v Ljubljano, tam sem študiral in seveda ni pa bilo to čista vojaščina, ampak to je bila smer v bistvu znotraj politologije. Poleg novinarstva, sociologije je bilo tudi obramboslovje, zelo veščinski študij. Tako da to me je pripeljalo v Ljubljano. In diplomirali ste leta 91, če se ne motim? 91. in to 2 dni, oziroma en dan preden se je začela vojna za Slovenijo. Ste pa za svoje diplomsko delo prejeli tudi Prešernovo nagrado? Sploh nisem pričakoval. Jaz nisem človek nagrad.
mama je zmeraj učila, bodi skromen, bodi priden, lepo se uči, ni mi pa rekla, okrog deklet se suči, ne, čeprav se rima. To sem se šele kasneje naučil, ne Barbara, moja draga tukaj. Tako da, zdaj sem zgubil misel, kaj je že bilo? Vaše diplomska dela in Prešernova nagrada, mogoče padem naslov v trans, vaše diplomske naloge. Vedenje ljudi v izrednih razmerah, struktura mitingov v Jugoslaviji. V bistvu sem združil psihologijo in obramboslovje. Analiziral sem takrat fenomen, ki je seveda vodil v kruto vojno na področju nekdanje Jugoslavije, to so bili množični mitingi, ki, kot veste, jih je organizirala Miloševićeva oblast. In seveda sporedno tudi druge mitinge, ne da bi vedel, da bom tudi iz tega doktoriral kasneje. Tako da, to je bila tema diplomske naloge. In je bil posebno nepričakovano Prešernova nagrada za študente. Ne vem, tako sem padel not, kot tudi zdaj padam. Zmeraj, ko se nečesa lotim, grem s strastjo. In na to je sledila vaša prva zaposlitev? Če prva zaposlitev je bila... Ste hitreje verjetno prišli do prve zaposlitve. Hitreje, nepričakovano. Zdaj, bile so srečne okoliščine, oziroma ne tako srečne za nekatere. Lejte, to je bil čas razpada nekdanje države in čas tudi, zdaj bom gledal vas, pa še ostale, ker vi ste publika. Ne. Se pravi, je bil tudi čas razpada nekdanje Jugoslavije in čas, kjer je se postavljala slovenska država. In ker smo postavljali vojsko tudi slovensko, teritorijalno obrambo, sem ravno končeval študij, je bila priložnost, da se zaposlim kot pripravnik na Republičnem štabu za teritorijalno obrambo. In tam sem seveda dobil zanimivo mesto. Kaj sem delal? Veste, kaj sem delal? Vsako jutro ob 4 sem vstajal, se iz Fužin z avtobusom peljal v center Ljubljane, šel do prvih kioskov, zbral večino časopisov, odnesel na Republiški štab, v 1 uri pripravil izvlečke iz časopisov in vsem od 9. štuka ali 11. navzdol raznešel povzetke. Kaj se dogaja na aktualni sceni? To je bilo zelo zanimivo delo, tudi fajn za mojo kondicijo, kaj ti moral si hoditi od predkleča do 9. štuka. Leta 2005 ste zagovarjali tudi doktorsko... Ja, tako, prej še magisterij, ki je bil še stari magisterij, ampak tudi nekako, tukaj sem se, že vmes, že v diplomski sem se spogledoval za psihologijo, v magisteriju tudi, ni mi pa uspelo v bistvu doktorirati iz tega. Šele v 3. poskusu, v 3. gradu, mi je to uspelo in sicer na filozofski fakulteti, kar sem si tudi želel. In sicer sem doktoriral s temo iz množične psihologije, spremembe vrednotne orientacije v odnosu do strukture množic v Sloveniji. V bistvu sem analiziral 2 kontroverzna dogodka. Kontroverzna, zakaj? Kontroverzna obisk Busha in Putina kot množični fenomen takrat v Ljubljani in tako znani proces proti četverici, Janša, Bavčar, Tasić, etc. In dobil sem originalne videoposnetke, ne boste verjeli, toliko sem bil entuzijazem. Na eni strani so mi dali oni alternativci, vse posnetke, ki so jih sami snemali, tudi ko je policija špricala protestnike, in tudi original posnetke, kjer mi je urednik takrat na televiziji rekel, gospod Arnečič, en izvod doktorata boste pa nam dali, a veste, to so zelo zaupni podatki. Sem rekel, razumem, ampak mi je doktor Musek podpisal, da je to za doktorat in sem dobil te podatke. Še zdaj imam te posnetke. Originale, kako rečete. Ja. Kaj pa potem vaša poklicna pot od prve zaposlitve, kje ste vse delali, kakšna dela ste potem pa je seveda bilo zelo zanimivo. Na obrambi sem delal najprej v vojski, na Rešotoju, v uniformi, bil član prve vojaške delegacije, ki je zastopala Slovenijo v San Remu, veste, to je bilo tako, da so nas poslali v Elkroj, in so nam kar vzeli mere in so nam naredili uniforme, pa kapec so bile tako malo take ruske, veste, ker dol se malo obesla. Čevlji so pa bili kar pekovi, rjavi. Tako da to na teritorijalni, potem sem seveda pa delal v civilu na Centru za strateške študije. Kot svetovalci in tam sem potem z pridnim delom pri ne vem, nisem veste, tako karierist,
ker je res gre po stopnicah. Jaz sem pa takole delal in nepričakovano se je zgodilo, da sem celo postal direktor Centra za strateške študije. Bil nekaj časa tam, potem pa je nekomu zadišalo to delovno mesto in so me odstavili. Tako kot danes mnogo ljudi. Ste pa tudi predavatelj? Ja, sem tudi predavatelj. Predavateljska žilica je v meni živela že od babice naprej. Moja babica je rada govorila, nona. Sploh smo bili zelo zgovorni na Štajerskem in zelo glasni. Veste, na Štajerskem so hiše včasih zelo daleč in moraš zelo kričati, ej, Stanko, pridi po mleko. Tako da imamo ta razpon glasa zelo velik. Tako da predavatelj, jaz sem postal že na obrambi v Poljčah, v Centru za obrambno usposabljanje, so me najprej angažirali, potem sem se pa počasi angažiral v predavateljskih vodah tudi kasneje, ko sem prišel na šolstvo. Ne. Ste pa tudi predavatelj na Univerzi na Primorskem, na pedagoški fakulteti. Na pedagoški fakulteti, kjer v predavateljskem delu zelo uživam. Nisem si mislil, da bom postal učitelj. Čeprav je to moja karma, naša karma družinska, veste. V naši familiji po mamini strani smo imeli dve učiteljci, moji dve teti, matematiko pa fiziko sta učili, bili zelo dobri. In moja sestrična, Alenka, je tudi učiteljica matematike, jaz sem učitelj na faksu, tako da nekako to, jaz pravim učitelj, ne doktor, farmardr, ne, ampak učitelj, ne, ta učitelj je nekaj tako famoznega, to je konfucijanski način učenja. Ne? Učitelj, oziroma učitelj pride, ne, ko učenec pripravlja in obratno. Ne? Učitelj lahko uči, ko se učenec odpre. Učitelj ne more učiti svojega napuha. Imate veliko stika študenti, se vam zdi, da so študenti v današnjem času obremenjeni, veliko se govori tudi o tesnobi in depresiji? Ja, so obremenjeni, ampak predvsem so paleni. Tudi nekateri. Glede, tako odkrito bom povedal. Veste, v psihologiji so moji kolegi zelo fini. Nekateri mi očitajo, in kar tako povedal javno, ne, da nisem pravi psiholog. Dajmo se preizkusiti, kdo je ta pravi. Meni to, kdo je pravi, kdo ni pravi. Veste, to so partizanski časi, ti so pa mimo. Jaz sem obramboslovec, univerzitetni diplomiran, sem na to ponosen. Sem pa tudi doktor psihologije in seveda, kaj poučujem, kaj ste me že vprašali? Če se vam zdi, da so študenti obremenjeni, govorite se veliko tesno? Ja, lete, psihologi včasih so fini in rečejo, da študentom manjka motivacije, ne, da niso motivirani. Veste, po domače je to lenoba. Ne. Lenoba pa nič ni slabega včasih. Sploh na Primorskem sem se naučil, da je lenoba fajn. Ne. Štajerci smo včasih preveč zagnani, sploh pa Gorenci. Lenoba je fajn, dokler je v mejah kontrole, dokler imaš nadzor nad časom. Ampak študenti so tudi fajn. Fajn so zato, ker dajo učitelju zmeraj ogledalo. Učitelj ne more in ne sme nikoli zaspati. Jaz menim, da vsak profesor mora imeti dober stik s študentom, mora ga pogledati v oči. Če ne bo zdržal stika in če bo samo na katedre predaval, potem bo ta država šla cugrunt, kmalu. In to vso odgovornost povem. Zato jaz zdržujem nek odnos, ki je mogoče malce drugačen. Predvsem izhajam iz prvega stavka, ki sem ga danes povedal, da sem človek. Kako pa mogoče vaši sodelavci gledajo na ta odnos študenti, ki je mogoče nekoliko drugačen, kot ste sami omenili? Različno. S tem se ne obremenjujem. Jaz mislim, da ga sprejemajo. Sem slišal, da so tudi nekateri povabili danes by the way, koga sem. Tako da so fajn. Jaz s svojimi sodelavci se lepo razumem, nisem pa na nek način očaran z zborniško, kako bi rekel, veste, zborniška situacija. Zdaj tam bi, ne vem, kavice pil, pa ne vem, kako se družili. Verjamem v kolegialni odnos, ki je izjemno pomemben, zato da lahko skupaj kot fakulteta, kot univerza gradimo odnos in mislim, da to, kar vi počenjate danes, je začetek nečesa novega in jaz z vsem svojim srcem in razumom to spodbujam. Najlepša hvala. Sicer pa kot terapeut pomagate predvsem rakavim bolnikom. Tako sem začel, pravzaprav sem začela z mojo partnerico Barbaro, magistro Barbaro Havatin, ki tukaj sedi tudi,
sodelovali z enim centrom za alternativno zdravljanje raka v Ljubljani in tam seveda se je pokazalo, da posamezniki, ki imajo raka, imajo zelo veliko travm in tesnob. In tako sem začel sodelovati, povsem volontersko in seveda predvsem. In ugotovil, ker bom tudi pisal v člankih, da je rak bolezen duše in bolezen seveda travm in hudih spominov in se ga da premagati. Pomagate tudi svojcem njihovim? Pomagam tudi njihovim svojcem v podpori. Seveda pomagam pa tudi drugim ljudem, tudi tistim, ki jim predvsem stojim ob strani kot sopotnik. Veste, to je eno pomagati. Pomagaš lahko tistemu, ki je pripravljen, da pride po pomoč. Danes je težko se odpreti. Zato, ker si je ljudi strah. Strah je pa temeljno čustvo, kot vemo. Ste pa, kot smo že vodoma dejali, tudi neurolingvist. Ja, zakaj sploh gre večina, verjetno sploh ne ve, kaj izraz neurolingvist pomeni? Da sem malo pohecel. To so neznani leteči predmeti, veste. Ne, niso. NLP, kratica, NLP, je v bistvu nastala v času neznanih letečih predmetov. Neurolingvistično programiranje je, tako po domača bom povedal, koncept, ki je nastal v 70-ih letih v Ameriki in sicer kot posledica krize psihoterapije. Namreč, kot veste, Amerika je država psihoterapevtov, tudi dobrih. Ampak takrat se je pokazalo, da nekaterim ljudem niso mogli pomagati z klasičnimi metodami in so Batson, znani kibernetik, je zbral okrog sebe dva nedobudna študenta, Bendera in Grinderja, informatika, psihologa in so naredili in so v bistvu modelirali, se pravi opazovali v izkušnji njihovega dela 3 vrhunske terapevte, Virginia Satir, potem je bil to Fritz Perls, gestalt terapeut, Virginia Satir, priznana družinska psihoterapeutka in Milton Erickson, hipnoterapeut svetovnega slovesa, Američan, in so z njih opazovali nekaj časa pri njihovem delu in zbrali orodja, ki so lahko koristna za samo pomoč pri doseganju življenjskih sprememb, pri različnih tesnobnih stanjih in ki imajo zelo hitre, relativno hitre učinke. Tako je nastal en program, ki se je zelo dobro prijel. Žal je ta program v nekaterih področjih izvodenel. Žal je prihaja tudi do zlorabe, jaz rekel, v marketingu zlasti. Neurolingvistika pa mislim, da je izjemno fajn področje tudi zaradi tega, ker lahko udejani pomoč, svetovalno pomoč drugim, ne samo tistim, ki smo psihologi, ampak vsem, ki se ukvarjamo z ljudmi. Ker je to izjemno lahko pristno orodje za grajenje dobrega stika, ki vodi v odličen odnos med 2 ali pa več ljudmi. Živeti uspešno edina pot do uresničitve sanj in želja, je dejal Robert Dilts, znan po piramidi logičnih nivojev. Pa bi mogoče praktično predstavili Robert Dilts je eden od, poleg Benderja in Grindlerja, je bila lahko 3. persona, in tu menjam še enega Gilligana, ki je pa hipnoterapeut, predvsem hipnoterapeut Ericksonove šole in Dilts, Robert, je pa znano ime, on se predvsem ukvarja z spremembo prepričanj. Danes živimo v svetu, kjer eni poskušajo prepričevati druge, eni ne spreminjajo prepričanj, predvsem pa je veliko ljudi, ki živijo v lažnih prepričanjih. Tako da, moje geslo je, da je vedno pot, tudi ko je ni, recimo, bi lahko rekel, vedno je pot. Kaj govoriš, to brez veze, štajec, butas, kaj govoriš? Ma je, res je. Lahko te prepričam, lahko tudi ne. To smo pa že v transu, Ampak Robert Dilts se je spomnil, oziroma je skozi prakso dela z ljudmi, v bistvu, kar bom vpel tudi svojo življenjsko zgodbo, se je spomnil, da lahko vsak človek, tudi če je izjemno tesnoben ali pa da ga nekaj ne more dosegati cilje, lahko naredi spremembo v življenju. In to na tak način, ker tudi mnogi
zdravilci in drugi govorijo, recimo Nikola Tesla o tem govoril, ne, da se moramo v tem trenutku zdaj osrediščiti in povezati s zemljo. Ne razmišljati, kaj bo jutri in kaj je bilo včeraj. In zdaj, če grem kar na to ta piramido, ne, v bistvu Robert Dilts je nekako zasnoval koncept, da človek lahko doseže spremembo, če s pomočjo vizualizacije in preverjanje svojega vedenja na različnih nivojih, psiholoških stanjih, ne, vpraša sam sebe, kako je, ko ima nek cilj dosežen. V bistvu ljudje se zakvačkamo, ali pa bi rekel Jung, v neko kon damo takrat, ko mi ugotovimo, da nimamo cilja. To se običajno zgodi takrat, ko dosežemo diplomo, magisterij, doktorat, ko dobimo dobro službo, postanemo zelo uspešni direktorji in potem imamo vsega veliki in ne vemo več kaj. Zdaj veliki dobrodelniki dajo to kar denar, ne, veste, ti igralci, ne, eni si ga dajo pa kam, ne, skrite rezerve, kakorkoli. Pomembno je, da v tem, da mi znamo izid, takrat, ko se znajdemo v nekem kotu, ne, da ne pademo dol, ne, da ne ostanemo v zlati kletki, da ne ostanemo v neki pajkovi mreži, kjer nas drugi vlečejo noter in rečejo, kaj se ti pa splača, ne, pojď z nami na pijačo, ali pa recimo, da nismo prestrašeni in ne upamo nič reči, čemu čakamo. Ne. Zato je prav Dilts rekel, ne, da človeka, ne, da je ta piramida, kot ima podobna hierarhiji potreb. Človek lahko doseže spremembo, če si v prostoru in v času, ne, določi nek cilj, in še bolje, če si ta cilj na nek način poravna s tem, kaj ima v življenju pomembno z vrednoto. Kaj je moja vrednota? Glejte, če bi tako rekel, jaz v začetku nisem vedel, jaz sem v začetku nekako imel željo, da bi postal vojak. Živel sem v okolju, ki me je spodbujalo na nek način, ampak tudi omejevalo. Ne? Kaj bo šel v vojsko, veš, kako je to, pa dalec stran od družine. Ne? Seveda, imel sem priložnosti, imel sem tudi ovire. Ne? Seveda, to je moje okolje. In okolje je tisto, ki je najširši nivo, kjer jaz oblikujem, kjer se jaz najprej postavim. Zagovorim seveda v prvi osebi, ampak mislim vsakega posameznika. Ampak moram najprej vedeti, kaj hočem. Ne kaj želim, ampak kaj hočem. Željo moram spremeniti v cilj. In kaj mi je pomembno. Poglejte, vsak uspešni človek je imel v otroštvu sanje. In vsak uspešni človek, ki je imel sanje v otroštvu in jim je sledil, je uspel. Če ni seveda bilo v tem okolju veliko patološkega, če ni bilo veliko prepovedi, ali smo pa rekli, ne tja iti, ne smeš iti tja, le kaj bo s tebe, nič ne smeš. Ne? Se pravi, naše vedenje je tisto, kaj jaz počnem, ne? Kako se odzivam na to, kaj drugi rečejo, ne? Je zelo pomembno. Glejte, Carl Gustav Jung je rekel, da prva polovica življenja pripada drugim, druga polovica pa nam. Ne? Pa bi znalo verjeti, ne? Če je prva polovica 50 let, potem je druga polovica 100, ne vem. Vsak ima svojo polovičko. Ne? Fajn je, da si jo postavi čim bolj. Ne? Ja, najprej razmišljaš samo, kako boš druge zadovoljil. Pol pa prideš k sebi, ne? Pa postaneš mogoče moder, pa si začneš tetovirati in rečeš, zdaj pa končno čas zame. Ne? Tako da, to, kako se vedemo, je izjemno pomembno. Ne? Kaj počnemo? Ne? Kakšne so moje dejavnosti? Ne? Zdaj, potem seveda više gremo, ne? Bolj se ta piramida oži in težje je doseči spremembe. Ne? Nekje na sredini so moje sposobnosti. Veste, to je področje, ki pa je zelo zanimivo za izobraževanje. Sposobnosti, kot študenti, ne vem, smo delali, lahko modeliramo, lahko spreminjamo. Ne? Učitelji nekateri kar hitro so lahko koga šikanirali. Smo rekli, ti pa nisi sposoben za matematiko, ti pa nič ne zna slovenščine. To je huda obtožba. Ne?
Ampak mi lahko to delc uči. Če vsak človek ima neko sposobnost, lahko doseže močno spremembo, če recimo mu nekdo reče, ki je sposoben, in to sposobnost tako ojača na čustvenem, na strateškem, na drugih nivojih, da lahko to prenese tudi na druga področja. Se pravi, sposobnosti. Potem so pa vrednote in prepričanja. To je pa že kar trdna struktura. Ko napredujem proti svojemu cilju in se vprašam, kaj je zame pomembno, v kaj sem prepričan, sam sebi dajem dovoljenja in se motiviram. Najprej imam neko stališče in te stališče oblikujem v prepričanje. In prepričanje je v terapevtskem postopku kar lahko spreminja, teže vrednote. A se spomnite, ko je rekel Bush, da bo kar presadil vrednote, drugim, prenesel vrednote. To je bila zelo nevarna poteza in pogledajte, kje smo danes. Stari Bush. Mladi, najprej je bil stari Bush, 91, potem je bil mladi Bush. Ta drugi, ko se je začela ti pogrom, ali tretji, kjer je bil? Tretji, hvala lepa. Veste, ko je rekel, da bomo kar vrednote presajali, vrednote se ne da presajati. So zelo močne, tako pri posamezniku, kot pri narodih, kot pri nacijah, s tem se ni zaigrati. To so močne strukture, vpete globoko v osebnost in seveda v kolektive. In seveda najvišja identiteta, kdo sem jaz, kako me vidijo drugi in kaj jaz mislim, kaj drugi mislijo o meni. In najvišje je širše poslanstvo, povezanost, pripadnost. Kaj bom jaz dal temu svetu, ne da bi za to kaj dobil. To je pa modrost. Se pravi, ne morem preskočiti vseh teh lestvic v svojem razvoju, če nisem, bom rekel tako, malce po slovensko, potrpežljiv, čeprav ta beseda neurolingvistično ima v sebi trpljenje, vzdržljiv. Včasih je potrebno počakati, da se kaj razvije. In danes je problem, predvsem v mlajših generacijah, da niso pripravljene počakati, pa mlajše generacije niso krive za to, da niso pripravljene počakati, ampak so krivi starši, kriva je vzgoja, da vse hitro dobijo, kar želim, to dobim. Tu je problem. Danes je potrebno počakati, poslušati, slišati in seveda biti odgovoren. Tako da, če jaz imam nek cilj in če zdaj recimo ta cilj, če to lahko tudi demonstriram, ne vem, si lahko naredim takole, čeprav me kamera snima, rečem si tukaj, jaz imam cilj, jaz hočem napisati knjigo, si naredim v prostoru korake in vsak korak je korak najprej, ki se imenuje korak mojega okolja. Kakšno bo moje okolje, ko bom napisal knjigo? In visualiziram, poslušam sebe, če dajte to veste. Kakšno bo moje okolje? Kdo bo v meni v tem okolju, ko bom napisal knjigo? In grem in korak naprej. In stopim v področje vedenja. Kako se bom obnašal, ko bom napisal knjigo? Kako ga bodo v tem obnašanju videli drugi? In potem stopim korak naprej. Bom razvil kakšne nove sposobnosti, ko bom napisal knjigo? Ali bo to takšne ostale iste? Kaj bom sposoben narediti, ko bom napisal knjigo? In grem naprej, zadeva se da zelo hitro, to se dela bolj subtilno, bolj počasno. Moja prepričanja, v kaj bom prepričan, ko bom napisal knjigo? Se bodo moja prepričanja v nekih stvareh spremenila. Sam se je postavljeno vprašanje, da je vizualiziral cikl in vrednote. Vrednota. Kaj je zame pomembno zdaj? In kaj bo pomembno, ko bom napisal knjigo? Mogoče so nekatere vrednote odpadle, nekaj bo manj pomembno, drugo bo bolj pomembno, mora biti vse zame pomembno. In kdo sem jaz? Oziroma, kdo bom jaz, ko bom napisal knjigo? Kako bodo drugi me videli in mislili o meni, ko bom napisal knjigo? In zadnje postavlja. Slednji korak. Zadnji korak. Kaj bom jaz dal temu svetu? S kom bom povezal, ko bom napisal knjigo? To knjigo podaril tudi drugim zastojim? Sem to sposoben narediti. Zdaj se obrnem in vizualiziram, da imam od zadaj kruzak. Lahko to delam. Tako pa je v transu. Rahlo v transu. Še bolje. To nekdo mora biti od meni, da ne padem.
ampak ne mogoče transportno pališ. Se pravi, in grem nazaj. Zdaj imam to v podporo nahrbnikov, a ne to poslanstvo in stopni korak nazaj in me podpira to poslanstvo in stopni korak nazaj, imam identiteto in stopim še korak nazaj in imam vrednote in imam prepričanje, moj ruzak je vse popoln in vse to me podpira, ker grem nazaj, svoje okolje in cilj imam dosežen. Zdaj imam cilj dosežen in imam vso to podporo. Kaj se je spremenilo? Ne? In pridem tako počasi domov svoje okolje. Odprem oči in nekako ugotovim, kaj se je spremenilo. Torej, to krasno orodje lahko uporabljamo na različne načine. Jaz sem tu prikazal način, kako lahko Dilcova piramida služi kot orodje za preverjanje svojega cilja. Kaj jaz hočem, da bom največ dal temu svetu. To je danes problem. Danes je problem, da smo premalo fokusirani. Danes je problem to, da nam mediji vsiljujejo toliko informacij, da več nismo sposobni identificirati, ne vidimo celega gozda, niti posamezni drevesni. Danes je problem, da imamo preveč informacij. Zato nimamo pozornosti, a veste. Oropani smo temeljnega spoznanja za človeško pozornost na to, kaj jaz hočem dati temu svetu. In ostati človek, človeški, ne? Kot pravi Joachim Bauer v principu človeškosti. Ne? Danes, kjer seveda je dobiček tisti, ki usmerja kolo sveta, je v bistvu, če zdaj govorimo o karieri, kariera lahko izjemno, bi rekel, vabljiva, bi rekel, karijera, postal bom karierist, postal bom direktor. Ne. Mladi si danes mogoče predstavljajo, pa ne mislim tu slabšalno, da sem jaz stara, ne. Razmerje sem mlad po duši. Predstavljajo, da bodo kar naenkrat imeli 3000 evrov plače, neto. Pa ne gre to tako, ker morajo hoditi po Dilcovi piramidi skozi življenje, veste. Nekako sem to Dilcovo piramido odkril šele kasneje, ampak zdaj sem spoznal pravzaprav, da sem ves čas pravzaprav živel z njo. Da sem bil zvest sam sebi. Da mi ni žal, veste, da sem šel študirati obramboslovje, ker sem se naučil veščin. Danes predavam socialne veščine. Eno je, kar pravi Hillman v znameniti knjigi Pot duše. Eno je poklic, drugo je poklicanost. Nič se bat, je rekel Polde, da, to je en gorenski vica, ne? Da naš poklic, da ko boš enkrat, ko se odločiš pojti na faks in greš na faks in reči, vse to ni zame, grem na drug faks. Tu je problem, da ne zdržiš. Pojti na faks, dokončaj ga, kaj ti ne veš, kaj je tvoja poklicanost. Mogoče ti bo pot do cilja pokazala nove smeri, zato da najdeš svojo poklicanost. Jaz sem izbral poklic obramboslovca. Po tej poti, ko sem šel, je moja poklicanost našla učitelja. Oboje združujem. Veščine, ki sem se jih naučil na poligoniji, obramboslovju, mi danes pomagajo, da lahko jasneje, bolj prepričljivo, zelo konkretno predavam, pojasnjujem in ne nazadnje stojim ob človeku kot terapeut. S tem bi jaz zaključil, to moje izvajanje. Poleg vsega ste pa tudi praktik hipnoze, še vedno je hipnoza tabu, lahko rečemo. Ja, detabuiziran hipnozo, ja. Detabuiziran hipnozo. Kar pomeni? Kar pomeni, da je hipnoza z nami, odkar živimo. Nažalost pa je hipnoza tudi orodje, zelo učinkovito orodje, odkar so se pojavili sodobni mediji, manipulacije. Skoraj vsak od nas je vsak dan malce hipnotiziran oziroma v transu, kajti trans, normalen buden trans je normalno stanje naše zavesti. Glejte samo en podatek, ki je čist fiziološki. Naš organizem deluje tako, naš živčni sistem, da vsako uro in pol preklopi iz simpatičnega sistema v parasimpatični, kar pomeni. Po 1 uri in pol se naš organizem izklopi v fazo mirovanja. Profesor lahko tako opazi to, da začnejo študentje kinkati ali pa živčno klikati po telefonu. A veste, ki je en predavatelj zelo dolgočasen govori, ali pa govori zelo monotono.
potem pa študente zaspijo. To je trans. Trans je učinkovito orodje za učenje. Trans je lahko tudi zabava, kot vidimo po televiziji, ampak to je lahko zavajajoče. Trans za zabavo ali hipnoza za zabavo je nekaj povsem drugega kot uporaba trans fenomenov, ki so lahko orodje za doseganje sprememb v podzavesti in povsem budno stanje pozornosti. Glejte, pozornosti. Trans je orodje za učenje pozornosti. A veste, komu danes bi pa bilo v interesu po svetu oblastnikom, a ne, da bi bil trans za učenje pozornosti? Preučeval sem psihologijo množice. Veste, kaj je naloga vodi, ki vodi v množice? Da je množica krdelo, drhal. Zdaj je šla knjiga spet po natis Debona, ne? Psihologija množic. Ne? Karizmatični negativni voditelji sveta držijo ljudi v spanju, kontrolirajo ljudi. V interesu vsakega od nas je, kar je že pisal Rugel, ne? Pokojni Rugel, da se borimo proti temu, da ne bomo del tiste enopetinske tiste družbe, ki nas bodo drugi komandirali. Vsak od nas je odgovoren za to, da se prebudi iz spanja. Spanje je normalen pojav. Spimo 6-7 ur, potem smo pa budni. Ne pustimo, da nas hipnotizirajo mediji. Ljudje, ki non-stop klikajo na telefone, non-stop, pretežno časa so v transu. Si pomisli, glede na to. Tako da, jaz jemljem trans kot krasno orodje za učenje. Pa smo Slovenci odprti po vašem mnenju do takšnih terapij? Ne še. Ne še? Zato, ker nas je strah. Strah, veste česa? Strah nas je samih sebe. Zaradi tega, ker imamo v naši slovenski vzgoji, kot veste, preučujem tudi sociologijo vzgoje, v naši slovenski vzgoji, kolektivno nezavedno, bi rekel Karl Gustav Jung, imamo veliko prepovedi in zapovedi. Te se začnejo takole. Ne smeš tega in tega. Ali pa, ne vem, zapovedi, ne? Čič ni nič, ne? Se pravi, ne sedeti, ne? Onega čaka beraška palica, ne? Kdor ne dela, ne je. A si predstavljate, kateri narod v svetu ima tako geslo, ne? Da omejuje človeku hrano celo, če človek ne dela. Pa kaj adijo, ne? Kolikrat rečemo svojemu otroku, gled, dovolim ti, da postaneš čirokes s frizuro. Dovolim ti, da postaneš, ne vem, politik. Dovolim ti, da postaneš, kar hočeš postati. Premalo je dovoljenje. Zato, ker se bojimo, kaj pa, če ga bo avto povozil, a ne, pa mamice pride, veste, z dvema vozičkoma, takole, in vse ponosne, se nijam neč poti mamice, tudi otroka, sam 16-letno. In so one glavne tam, veste, grejo in otrok pleza gor po gibalih, pa je tako gor z eno roko, pazi, dol boš padal. A veste, kako možgani delegujejo? Najprej slišijo, dol boš padal, ne, oziroma pazi, in takrat on res pade dol. A ne? Tako da, dovolimo si biti to, kar smo, pristni, človeški. Ne? Po vseh teh napornih dnevih in terapijah, ki jih nudite, kako pa si vi polnite baterije? Kaj vam pomaga? Kaj vam predstavlja sprostitev? Sončna energija. To je zdaj moderno. Ja, gledajte, kaj, hvala lepa. Ja, nekako od leta koliko je zdaj že, kar nekaj let, 2003, teče. 3-krat na teden minimalno, pa ne pretirano. Sem bil že tak divjak, ne, recimo berlinski maraton, pa ne da bi se hvalil, a veste, to je pa zdaj transfenomen, ne, rečem takole, pa ne da bi se hvalil, in s tem se že hvalim, a veste, ne. Sem pretekel maraton 3 ure 14 minut. Koliko sem zdaj star? 52, tam nekje 46 let star. In to je bilo overloaded, bi rekli danes po pačenki angleški. Se pravi, polni si baterije s tekom, polni si baterije tudi z meditacijo, z transom, polni si baterije z ljubeznijo, v različnih oblikah, z naravo. Tukaj zdaj
s partnerco, kjer so na Primorskem, ali so v Ljubljani, ali na Primorskem, ali na Štajerskem, tudi greva kaj Oljke. Tu imate fantastično naravo. Veste, Oljke so zdravilno drevo, to je magic, tako kot lipa, recimo. In na različne načine, pa tudi z branjem, predvsem pa z dobrimi ljudmi v sebi, z pristnostjo. Sem pa tudi občutljiv. Včasih tudi kar malo zafrknjen, že malo težek pri 52 letih, to znajo moji bližnji povedati, zato ker me boli krivica. Glede na to, da se bližamo koncu, vaše želje oziroma načrti, čas hitro mine. Odvisno, kako si ga vzamemo. To je tudi res. Mi smo si ga danes dobro uro, ne? A že? Ja. To smo pa bili v transu, ker v transu ne veš, kako čas hitro mine. Torej, vaše želje oziroma načrti za prihodnost? Napisati knjigo. Evo, tu sem jaz uporabil moč vašo. Tek ali beg, podzavestna moč tekača, podnaslov je knjiga, ki nastaja že 4 leta. Dajte mi to moč, da jo dokončam in jo bom. Do konca avgusta. Kamera snema, zdaj ni tu heca več. 2017. Ja, seveda. To je bila finta, ne? To je bilo zaigrano. Stavimo rok. To napisano. Ni napisano. Ziher. Ok, pa v redu. Skratka, knjiga, potem, kaj še? Da najdem tako en mir. Ein bisschen Frieden je pela ena melodija na Euroviziji leta 74, kar pomeni malce miru. Tako. To mi je cilj. Dajmo reči raje en tak kratkoročni cilj, vse ostali so še nekje blizu, daleč. Mogoče, če ima od publike še kakšno vprašanje. Sicer se vam zahvaljujemo, da ste z nami prebili ta let in otvorili naše karierne zgodbe, s katerimi, kot rečeno, bomo nadaljevali mesečno. Vsak mesec se bomo srečevali na tem prostoru ob sredah, načeloma ob 18. Tudi vam se zahvaljujem za prisotnost in vam želim lep preostanek dneva še naprej. Hvala. Hvala lepa. Naj vam in vsem vam vedno piha veter hrbet, je rekel en Indijanc na Divjem zahodu nekoč, in je to zapisal Frederik Baraga. Tako da, hvala lepa za vašo pozornost in to, da sem tako bil začetnik te vaše zgodbe v uspehu. Hvala.